Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Na nedavni etapni mladinski dirki Alpe Adria Tour v okolici Beljaka je Nik Hvala v zadnji etapi premagal konkurenco in slavil prestižno etapno zmago. Na tem nivoju so se dobro izkazali tudi nekateri drugi kolesarji idrijske sloge. Nik Hvala pa je danes gost v našem studiu. Nik Hvala, prisrčno pozdravljen. Pozdravljen. Nedavno ste dosegli svojo drugo zmago v letošnji sezoni, a ta je bila prva na mednarodnem nivoju, kjer se meri veliko dobrih kolesarjev tudi iz drugih držav. Koliko vam pomeni ta uspeh? Ja, je kar ena fina potrditev, tudi da se dela dobro, da dobro treniramo, pa da smo lahko tudi konkurenčni. Kako pa ste sploh prišli do te zmage? Kakšna je bila ta dirka Alpe Adria Tour v Avstriji? Dirka potekala po 5 krogih, vsak krog je bil 10 km dolg, bila rahlo razgibana, ni bila čisto ravninska. Se mi zdi, da mi to kar ustreza, da ni lih čisto ravno, da se naredi malo razliko skupin. Kakšna pa je razlika, kako bi primerjali način dirkanja denimo v Sloveniji, kjer ste letos večino sezone nastopali, in pa v Avstriji oziroma pač v tujini, kjerkoli dirkate? Kakšne so glavne razlike morda? Ja, v Avstriji je dokaj podobno kot v Sloveniji. Se dirka dosti veliko bolj na napade. V Italiji, kjer tudi veliko dirkamo, je pa tudi vmes, kdaj malo se bolj počasi vozimo. Alpe Adria Tour je večdnevna dirka. Kako se, vi ste zmagali zadnjo etapo, kako se na zadnji dan takega dolgega napora čuti utrujenost in ali se mogoče sam način dirkanja razlikuje od enodnevnih dirk, kjer se gre na polno od štarta do cilja? Ja, mogoče je lih malo razlike, ni toliko napadov oziroma so napadi krajši, ker nimajo več toliko moči vsi. Drugače pa dokaj podobno. Ritem tekmovanj v tem delu sezone pred začetkom šolskega leta je bil kar hud. Po odličnih rezultatih na avstrijskih ste te prestavili tudi na slovenske ceste. Na veliki nagradi Šenčurja si osvojil odlično 6. mesto. Imaš občutek, da je forma mogoče v tem delu sezone na višjem nivoju kot na začetku? Ja, sem zdaj prišel malo bolj ritem in je kar forma zdaj trenutno kar dobra. Na kateri rezultati z letošnje sezone pa ste morda najbolj ponosni? Je to prav ta zmaga? Ta zmaga ali pa v Idriji, na domači dirki. Na domači etapni dirki. Koliko pa vam pomeni dejstvo, da lahko trenirate še s vašimi ekipnimi kolegi, ki so prav tako v svetovnem oziroma v slovenskem vrhu, v svetovnem mogoče čez nekaj let? Vemo, Jakob Petrič je državni prvak, Saš Božič je tudi odlično tekmoval zdaj v Avstriji. Ja, je kar fajn, ker smo vsi prijatelji med sabo, se dobro razumemo, malo se pohecamo, kadar se dela zares, se bo pač zares dela. Se pa sedaj počasi pomikate v višje kategorije, ko bo potrebno tudi zamenjati klub, kajti idrijska sloga vam pač ne nudi takšnih pogojev za trening v višjih kategorijah. Se mogoče vidite tudi kje drugje, mogoče v Ljubljani ali... Ja, trenutno ponudbe, mislim, se menimo v klubu tudi, sam veliko pa ne smem še zdati. Kakšen tip kolesarja pa si drugače, gre bolje na ravninskih ali na gorskih dirkah? Ja, po mojem tudi rezultati, ker kaže na to, da je na ravninskih. Koliko pa vam pomeni, da v ekipi dela kot trener tudi Borut Božič, ki je sicer zelo ugleden športni direktor v svetovni seriji pri Bahrain Victoriousu? Ja, je kar fajn, zato ker veliko pove, veliko je tudi doživel, ve, kako se mi počutimo po slabih rezultatih ali pa po dobrih. In ja, je kar fajn imeti enega tasa strokovnjaka. Kje pa se vidiš v prihodnosti, mogoče čez par let, kakšne cilje imaš za svojo kariero? Ja, zdaj, odvisno kako bo potekala moj razvoj kot kolesar, ampak bi se rad videl v eni profesionalni ekipi. Imate tudi kakšnega vzornika, mogoče vemo zdaj, idrijska občina ima 2 kolesarja v svetovni seriji, ki dosegata fantastične rezultate, koliko ti mogoče pomeni, da sta Jan Tratnik in Matevž Govekar tukaj na teh cestah, da jo mogoče kdaj tudi srečate na treningih? Ja, na treningu se pa najtlih ne srečamo velikrat, še posebej me čula, ker bolj verjetno zjutraj trenirata. Pa z Matevžem se pa kdaj zmenimo, pa gremo skupaj, še posebej po Zimkabelu v Sloveniji. Kdo pa je mogoče vaš glavni vzornik med kolesarji? Verjetno najraje želim Tadeja Pogačarja. Se mi zdi, sem malo drugačen tip kolesarja, kot on. Drugače imam pa tudi Jasper Philipsen, mi je kot šprinter. Šprinter, tako. Spremljaš tudi Vuelto, dirko po Španiji, ki poteka zdaj, mogoče kdo je vaš favorit, tudi tam tekmuje Jasper?
Ja, Jasper na bolj ravninskih, pa včeraj bil pit kak dober. Mi je bilo všeč, da sem videl tudi Neha, da je bil malo boljši. Misliš, da lahko Jonas pobere skupno zmago? Ja, meni se zdi, da je okej nas pobral skupna zmaga. Kako pa sedaj se je začelo tudi šolsko leto, obiskujete drugi letnik idrijske gimnazije, kako združuješ treninge in šolo zdaj med šolskim letom? Ja, zdaj trenutno še ni tako zares v šoli, ni še AC1, tako da zdaj se še da, pa še dan je dolg, ni ta za problema. Pa bomo pa videli, če ne bomo pa šola malo na stran pahnil. Mislim, ne bi smel tam, načeloma. Profesorji ne bodo gledali tega. Imaš raje individualne ali skupinske treninge s svojimi sotekmovalci v klubu? Skupinske. Skupinske, zakaj? No, ker se radi malo tudi med sabo pošprintamo, ali pa na klanc tekmujemo. Imaš mogoče kakšen najtežji dan na kolesu do zdaj, kdaj si najbolj trpel? Lansko leto smo bili na počitnicah v Livinjatu in sem pol opravil trening, sem šel na Steljo in me je, kakor sem prišel na Steljo na 2000 metrov nadmorske višine, me je sama drezala in je bila muka priječi tistih 800 metrov višine do vrha. Z razlogom je Steljo eden najtežjih prelazov, ne? Mogoče še to, katera je tvoja najljubša trening trasa tole okrog po Idriji ali pa seveda kje drugje, kateri vzpon ali pa mogoče spust imaš najraje? Spust mi je najbolj všeč iz gor, ker je tak hiter, pa ni spet velik avto. Drugače pa zelo radi tak ima krajši kruh, Lohatec, pa pol Rovterske Žiberše, na Medvedje Brdo, gore pa domov. Še enkrat čestitke za doseženo zmago, Nik, in hvala, da si sodeloval v naši oddaji. Hvala te tam za povabilo. Vam, spoštovane gledalke pa in gledalci, hvala, ker ste nas spremljali in se vidimo v naslednji oddaji.